Majda Baligač, magistrica zakonskih in družinskih študijev. Lepo vas pozdravljam v oddaji Vita življenje je lepo. Pozdravljeni. Nekako sva se domenile, da bomo pogovor najin današnji posvetili terapevtski obravnavi otrok. Pa me najprej zanima, kako je v našem okolju, v našem pomurskem prostoru tovrstna terapija sploh sprejeta. Terapija kot taka je še vedno tabu, ker če smo konkretni, če govorimo o otroški terapiji, ni veliko staršev, ki bi si priznalo, da otrok rabi strokovno pomoč, ker s tem nekako da priznanje, da pa mogoče on ni dovolj dober. Ampak na to ne smemo tako gledati, ker starš, ki prepozna, da se z otrokom nekaj dogaja, da pa pač on ne zna in ne zmore drugače in mu poišče strokovno pomoč, je pač najboljši starš, ker želi otroku pomagati. Pa je to recimo pravilo, da se pri otrocih, ki imajo težave, vzroki iščejo pri nepravilni vzgoji ali pri nepravilnem odnosu na starševski strani, ali ni nujno? Moramo vedeti, da je družina sistem, in karkoli med zakoncema, se pravi med staršema, ne funkcionira, se to vsekakor odraža na otroku. Ni pa nujno vedno, da vse pač izhaja iz družine. So tudi druge zadeve, ki vplivajo na otroka. So tudi težave v šoli, so tudi mogoče kakšne druge zlorabe, ki jih otrok ne doživi v družini. In tudi takrat mora otrok nekako to dati iz sebe. Kdaj najpogosteje, v katerem starostnem obdobju nastopijo tovrstne težave pri otrocih? Težave nastopijo vedno, zdaj ni nekega pravila. Je pa res, da otrok se lahko vključi oziroma ga vključimo v terapijo takrat, ko začne govoriti. Ker če ne govori, to rabimo, da se nekako sporazumevamo. Kaj pa težave otrok? Katere so tiste, ki jim lahko posvetite pozornost na terapijah? Najpogosteje pripeljejo otroke na terapijo takrat, recimo pri razvezi staršev, ko otroci doživijo kakšne zlorabe, kot smo že prej omenili, ali psihične, ali spolne, ali tudi fizične, in tudi pri drugih travmah. Recimo že sam prehod iz šole oziroma iz vrtca v šolo je že na nek način travma, je neka, pač se zgodi neka sprememba v življenjskem okolju in prostoru otroka, ki lahko bistveno vpliva tudi na njegovo psihično počutje najbrž. Kako se otroci odzovejo na terapevtsko obravnavo? Po mojih izkušnjah zelo dobro, vendar otrok rabi malo časa, da začuti, da ga na terapiji nekdo sprejme. Se pravi, da ga sprejme takega, kot je, z vsemi njegovimi stiskami in težavami. Takrat otrok to začuti, se pravi, začuti, da je tu nek varen prostor, in takrat steče. Kako potekajo same terapije otrok? So starši tudi prisotni ali je izključno otrok tisti, kateremu se na terapiji posvetite? Na terapijo, na prvo srečanje pride otrok seveda s starši. In takrat se dogovorimo, kako bo terapija potekala, se pravi, tudi starši povejo, kaj je vzrok, da so pripeljali otroka na terapijo. Ostalih 11 srečanj je pa otrok na terapiji sam. Vendar po vsakem srečanju se starše obvesti o tem, kaj smo delali in kaj sem jaz otroku začutila in kaj sem spoznala. Ne pa dobesedno to, kar otrok pove. To ostane med mano in otrokom. Ker je tudi najbrž njegovo otrokovo doživljanje, dojemanje določene stiske, potem tisto sporočilo, ki ga prepoznate in prepoznate zaradi tega neko težavo. Tako, ker moramo vedeti, da se z otroci ne moremo o čustvih pogovarjati tako, kot se pogovarjamo odrasli. Neposredno, ne. Tako, zato pa se pri terapevtski obravnavi otrok pač poslužujemo tehnik, preko katerih otrok na drugačen način izrazi to, kar čuti, oziroma kar se v njem dogaja.
Kako potekajo? Zdaj najbrž je odvisno tudi od starosti otroka. Kako približno potem je zasnovana posamezna terapija? Odvisno od starosti ali tudi od težave? Vse starost ne igra tako vlogo, ker zanimivo je, da tudi včasih pri terapiji z odraslimi uporabljamo te pripomočke in tehnike in dobimo neverjetne rezultate. Je pa tako, da se midva z otrokom zmeniva. Če pač ima otrok danes odpor, da ne bo delal z peskovnikom, pač potem delal z lutkami ali karkoli, pa tudi sebe poslušamo, kar na meni v tistem trenutku v redu, tisto potem delamo, seveda pa poslušamo najbolj otroka. Kaj pa potem naslednji korak, ne? S temi terapijami poskušate torej ugotoviti, spoznati otrokovo stisko, ugotoviti težave, zaradi katerih je sploh do tega prišlo, ne? In potem otroka kako tudi usmeriti za nadaljevanje življenja, kako mu osmislite to, da lahko tudi sam nekako predela določene stvari? Tako, cilj terapije je vsekakor to, da otrok pride v stik s samim sabo. To pomeni, da začuti oziroma zna svoje čustva nekako izraziti. Seveda pa najprej mora prepoznati, če je jezen, če je žalosten, če je vesel, če se mu kaj gnusi, in to tudi poimenovati in na svojem telesu začutiti. Ker če ga je strah, pa ne zna to povedati, pa se preko teh lutk nekako projicira svoje čustva v same te lutke in potem pridemo tudi do tega, da je tudi njega strah, da je tudi on jezen in potem gremo na telo, ki se njemu v telesu to odraža in takrat, ko otrok nekako spozna, kaj se v njem dogaja, tudi lažje o tem spregovori. Najbolj pomembno sporočilo vsega tega je pa to, da daš otroku neko dovoljenje, da je pa lahko jezen, da je lahko žalosten, da ni nič narobe. Pomembno je samo to, da pač to svoje čustvo izrazi na način, ki je sprejemljiv za vse, za njega in tudi za vse okoli njega. Ker če je jezen, pa nekoga za to udari, to nekako ni v redu, ne? Če je pa jezen, pa to čustvo v sebi prepozna in pove, da sem pa jezen in se o tem pač nekako pogovorimo, je pa to čisto nekaj drugega. Da mu daš neko priznanje, dovoljenje, da lahko izraži vsa čustva, da pa ni nič s tem narobe. Ukolikor otrokove težave izvirajo recimo iz starševskega odnosa ali iz vzgoje staršev otroka, je potem naslednji korak tudi delo ali terapija starši, ali jim samo svetujete, kaj lahko naredijo, kako naj postopajo v nadaljevanju? Vsekakor se starše obvesti, da pa pač ta vzrok, zakaj ima otrok določene težave, izvira iz družine in takrat tudi nekako staršem nakažemo, da so recimo meje v družini porušene, da recimo nepredelana čustva od staršev vplivajo na otroka. In potem tudi staršem nekako ponudimo to vrstno pomoč, ampak to je vse odvisno pač od njih samih, ker to je prostovoljno, če se ti vključiš v kakšen terapevtski proces in to je potem čisto od njih odvisno, če to sprejmejo ali pa ne. Kako pa starši gledajo na to, da so potem, vsi priznajo potem neko krivdo ali se vendarle oklepajo kakšne druge rešilne bilke ali okrivijo koga drugega za to? Ja, težko se je priznati, ne, to včasih sami po sebi vemo, da je lažje, če krivimo nekoga drugega, ampak prvi korak je seveda to, da sprejmemo to, ne. Priznanje. Priznanje in pogledamo, kaj se pa da tu narediti, ne. Potem, ko otrok zaključi terapijo, imate navodila tudi zanj, kakšna za nadaljevanje življenjske poti oziroma tega otroštva? Se še vračajo k vam po zaključeni terapiji, po kakšne napotke?
Skozi celoten proces damo otroku vedeti, da je on čisto v redu, tako kot je. Da pa samo treba to, kar čuti, nekako povedati, izraziti. In tudi starši skozi proces nekako usmerimo v to, da pa naj otroka poslušajo, naj ga začutijo, naj ga sprejmejo takega, kot je. Ker včasih za to rabimo samo malo dobre volje in to so tudi neki napotki, neke smernice za naprej. Je pa res, da včasih kdo pride nazaj tudi. Zakaj mislite, da je v tem našem prostoru, ali pa je morda zmotno, da samo pri nas, morda na območju širše Slovenije, še vedno nekako tabu terapevtska obravnava? Nasploh, ne samo otrok, ne? Imam občutek, da nasploh terapevtska obravnava, da je to nekaj, kar pa se mene ne tiče, če tudi imam težave, ne? Ja, to je bilo odvedno tabu, ampak je vse več ljudi, ki se za to odločajo. Ker ko človek spozna, da ko si to prizna, da pa sam ne ve in ne zmore rešiti neke težave, potem je to pot, ki vodi pač do takšnih institucij, kot je naša. Glede na izobrazbo, ki jo imate, najbrž poznate tudi stanje v preteklosti, ne? Imamo občutek, da danes vse več ljudi takšnih, ki se zateka po neko pomoč, ali zase, ali za otroke, ali za partnerje, kakorkoli že, nas je pripeljalo življenjsko obdobje oziroma ta naglica življenjska in način, kako živimo v današnjem času do tega. Je bilo v preteklosti kaj drugače? Ja, sigurno je zdaj način življenja drugačen in smo bolj pod stresom mogoče, kot so bili včasih in tudi ta stres treba nekje pač dati ven in včasih je dovolj samo kak pogovor, kak varen prostor, da samo poveš, kako se počutiš in ti že to pomaga mogoče prebroditi marsikatero stisko. In se ne tega potem sramovati, ne? Da naredimo nek korak, ki ga v bistvu naredimo vedno bliže k sebi, kot pa stran od sebe. Za konec, Majda Baligač, za konec najinega pogovora, morda samo še kakšna misel ali vzpodbuda za naše gledalke in gledalce, da pa vendarle to, kar sva zdaj povedali, ne, naredijo nek korak, če prepoznajo stisko pri otrocih. Tako, starši, ki prepoznajo stisko pri otroku, pomeni, da ga spremljajo, da se zanimajo zanj, da nekako ga začutijo in saj se ne gre takoj po strokovno pomoč, ne. Veliko ljudi pač nekako misli, da pa težava, stiska mine in takrat, ko pa ne mine in ko se še stopnjuje, takrat pa res pozivam, da se pač nekako poslužijo te strokovne pomoči, ker to ni nobena sramota, ker to je v bistvu moč, če poiščeš pomoč. Najlepša hvala za to zaključno misel in tudi za celoten pogovor.